Industrijska konoplja je 100% ekološko razgradljiva snov in iz nje lahko nastane 70 tisoč najkakovostnejših izdelkov. V Sloveniji je trenutno z njo zasejano 175 hektarjev in je tista rastlina, ki bi lahko oživila slovensko podeželje in pomagala odpreti na tisoče delovnih mest. Po mnenju našega sogovornika, ki smo ga ujeli na sejmu Kultiva na Dunaju, kar 60 tisoč delovnih mest. Slovenija ima ne vem koliko neobdelane zemlje, praktično čez 60%. In če bi recimo samo zamenjali koruzo z konopljo, bi imeli že pokrito brezposelnost v Sloveniji, ker trenutno, kot smo rekli, ni strojev za predelovanje konoplje, imamo pa roke. Se pravi, z rokami se tudi da. In vsak hektar prinaša eno delovno mesto. V Sloveniji je bilo pa v prejšnjem letu nekaj čez 60 tisoč hektarov koruze, se pravi, če bi zamenjali, je to 60 tisoč novih delovnih mest. Pridelava industrijske konoplje se v zadnjih 10 letih po svetu krepi. Prodaja izdelkov iz nje prinaša v blagajne držav zajeten kapital. V Sloveniji je bila vzgoja industrijske konoplje legalizirana šele pred 5 leti, v Kanadi na primer že leta 1989. Največji izziv, s katerim se srečujejo domači pridelovalci, je tehnologija za pridelavo in predelavo konoplje. Mehanizacije nažalost zaenkrat še ni. Se pa trudimo z raznimi kmetje, da sami probamo razne stare kombajne predelati, da se le, če se le da, da se pač pobere saj seme iz konoplje. Večina kmetov pa pušča potem stebla, iz katerih lahko dobimo še ogromno materialov, kot so papir, oblačila, gradben material, se vse pušča dejansko na njivah. Pridelava industrijske konoplje je velika uspešnica v kmetijstvu Avstrije, Francije in Nemčije. Stefan iz Nemčije je na sejmu predstavljal pisan asortiman konopljenih izdelkov. Tudi hrano za hišne ljubljenčke. V poslu je že 15 let in opaža, da se povpraševanje po njegovih izdelkih iz leta v leto povečuje. When we start to make stuff for human first, we also see that there's a very good healthy stuff inside of hemp. So you can use it for food, like the hemp oil and the hemp tea what we use with the cannabinoids inside. And a lot of people start to use it also for the animals and have a good reaction on feeding animals with hemp. So that's where we start to make some production out of it, just from the oil. And then we started from the seeds, also from the whole plant. For horses, for cats, for dogs, for all small kinds of animals. That's what we do. What kind of legislation is in Germany about growing hemp? Do you have a lot of problems? Are the inspectors coming often to your fields? In the beginning it was a little problem. People steal it after a while. So in our area where we grow it, we do it since over 10 years now. So the people know what we do. The people know what's possible to make out of hemp. So it seems like in this area where we stay, it starts to grow very nice. But all over Germany, it's the same problem like it's all over the world, I think, with hemp. There's a lot of non-information about this product. So what you can do with it, most people just know you can smoke it, but that you can make thousands of different products out of it, starting from isolation material, start to making clothes, to make food, to make pet stuff. They mostly don't know. Tudi pri nas bi lahko bila tista rastlina, ki bi oživila slovensko podeželje in gospodarstvo. V Sloveniji imamo namreč idealne pogoje za njeno gojenje. In še beseda o vrednostih THC-ja v industrijski konoplji, ki ne smejo presegati 0,2% in o semenih. Ta THC je do zdaj že znanstveno dokazan, da je to dobra zadeva. In v industrijski konoplji so nas pa še toliko omejili, da so nam dejansko vzeli tiste naše stare jugoslovanske sorte konoplje, katere so imele 0,3% THC-ja, na zdaj samo 0,2%. In moramo dejansko saditi na slovenskem zemljah francoska semena. Ker pa seveda francoska semena ne morejo biti dobra, ker je tam drugo podnebje. Moramo imeti svoja semena za svojo zemljo. Roža je individuum, tako kot vsak človek. To o konoplji pove Jaka Bitenc iz Slovenskega socialnega konopljinega kluba. V parlament je dal 3 predloge novega zakona o konoplji.
Bitenc pravi, da je bistvo njegovega predloga zakona o konoplji, da bi dovolil uporabo konoplje v industrijske in zdravstvene namene ter gojenje konoplje v omejenih količinah za lastne potrebe in je bolj prijazen do bolnikov. Konoplja je čudežna rastlina zato, ker zdravi na koncu koncev brez stranskih učinkov. Edini stranski učinek, ki je pri konoplji, je ta psihoaktivna snov THC, ki konoplja ima. Zaradi te smo pač zadeti. Moramo se zavedati, da tudi ta THC obenem ubija vse rakave celice v našem telesu, ki jih imamo. Tako da v bistvu je absurd, ker nam ga država postavlja, da pod vplivom tega ne moremo recimo voziti avtomobila, kar spet ni res. Na nas bi lahko ven iz krize pripeljala že iz tega razloga. Mi smo napisali predlog zakona, noter je napisano, da lahko s konopljo ozdravimo odvisnost od vseh trdih drog, na koncu koncev alkohola, kateri je zelo velik vzrok v Sloveniji, pa še v bistvu drugih zdravil, ki jih farmacija ponuja. Konoplja ni stvar, ki bi zasvojila oziroma je manj zasvojljiva, kakor pa čaj pa kava. Dodaja, da so predlog zakona napisali, da zadeva ne bi prešla v roke farmacevtskega lobija. Mi moramo konopljo iz uredbe 1, ki je zdaj v uredbi 1 zraven heroina, spraviti v zelišča, tja kamor spada. Sladka ironija je tudi ta, da je skoraj ves denar tiskan na papirju iz primesi konoplje in tako konoplja poganja globalno ekonomijo. Dobesedno. Ves denar, katerega potrebujemo, je dejansko narejen iz konoplje. Po drugi strani nam pa država prepoveduje uporabo konoplje. Ali je zdaj to v širše namene kot industrijsko konopljo, ali pa je to zdaj v zdravstvene namene kot ta konoplja, katera je pa čisto prepovedana. Tolar je bil natisnen v Radečah, v papirnici Radeče in je bil celoten tolar narejen iz evra. Mislim, tolar je bil narejen celotno iz konoplje. Prav tako je evro danes narejen iz mešanice še drugih sintetičnih in bombažnih in lanenih materialov, ampak predvsem tudi konoplja je v njem. Tudi z gorivom iz konoplje človek lahko daleč pride. Gorivo sem pa naredil dejansko iz istega materiala kot gradbeni material, se pravi, namočimo v vodo notranji del konoplje, sem dodal sicer tukaj še encime in se pravi kvas, zato da se je postopek pohitril, potem pa je to treba samo prevreti, tako kot po domače rečeno delamo šnops, prevremo in dobimo iz tega etanol, oziroma šnops po domače povedano. In to sem potem zmešal še s konopljenim oljem, ker Tomos pač potrebuje neko mazilo, da ne zarusta. Sem to nalil noter in sem se praktično vozil po celi Gorenjski s tem brez osneževanja. Ali prihodnost pripada tudi konoplji? Ja, upajmo. Jaz mislim, da dejansko, če se ne obrnemo na konopljo, nam bo enostavno drugih naravnih virov zmanjkalo. Recimo les raste minimalno 20 let. In recimo en zanimiv podatek je, na enem hektaru gozda dobimo enako za 1 hektar konoplje, dobimo enako dejansko lesne oziroma gorivne mase. In 1 hektar konoplje raste 100 dni, 1 hektar gozda pa minimalno 20 let. Se pravi, če tukaj primerjamo, je neprimerljivo. 70 letij nazaj je konoplja rasla po celem svetu. Množično so jo uporabljali za hrano, gorivo, iz nje so izdelovali plastiko, vrvi, tekstil in podobno. Ni je težko gojiti, obnavlja in razstruplja tla. Ni je potrebno škropiti in predstavlja bogat vir biomase brez uničevanja gozda. Med vsemi rastlinami ima prav konoplja največ celuloze, približno 80%. Zato je odličen izvor energije. Tudi v iskanju alternativnih virov prehrane bi lahko v prihodnjih desetletjih odigrala ključno vlogo prav konoplja.